predsednik študentske organizacije v Ljubljani. Kakšno je vaše stališče do malega dela? V bistvu, kar se tiče šol v Ljubljani, opozarja na probleme, ki znajo iz malega dela izič v bistvu že od, mislim, da lanskega leta, poleti, ko je minister Gaspari samo idejo prišel pred javnost. Opozarjali smo na več segmentov, kamor bo zakon o malem delu posegel. Zagotovo je v bistvu za študente najpomembnejši ta prvi segment, na katerem bo vpliv zakon o malem delu po našem mnenju tudi največji, in sicer samo dostopnost do študija. Mogoče se na prvi pogled to sliši malce čudno, zaradi tega, ker v bistvu dostopnost do študija ne bi bila omogočena prek zakona o visokem šolstvu in ne prek socialnih pravic. Na žalost je v Sloveniji tako, da so razmere takšne, da v bistvu se študentom mora omogočiti študij prek različnih socialnih transferjev, in študentsko delo, kakršnega poznamo danes, je neke vrste socialni transfer, ki veliki števili študentov omogoča, da sploh lahko študirajo. Ne vem, primer je, če si predstavljate nekoga, katerega starša delata, oziroma na žalost sta delala v Muri, Preventu, še kakšni podobni slovenski zgodbi. Jaz si ne predstavljam, kako lahko taka starša financirata enega ali dva študenta, ki študirata v Ljubljani, kjer so povprečni stroški bivanja, študija, študijske literature, brez nekih dodatnih izobraževanj, ki naj bi jih promovirali tam okoli 550 do 600 evrov po različnih raziskavah. Ne. To je ta prvi segment in mislimo, da tukaj bo zakon o malem delu dosegel, nažalost, to, da študenti enostavno ne bodo mogli več delati in pa študirati zraven, in zaradi tega, ker ne bodo mogli delati, pač bodo mogli študij opustiti. Ne. Drugi problem, ki se zna pojaviti, je ta širši družbeni kontekst, ko zakon o malem delu skupaj ureja tako študente, kakor upokojence in brezposelne. Zdaj, tukaj se bo ta težava pojavila predvsem z tega vidika, ker malo delo govori o malih delavcih. Ne. Obstaja razlika med delavcem in zaposlenim, predvsem v stopni socialnih pravic, ki iz tega statusa izhajajo. Nažalost ocenjujemo, mislim, da tukaj smo sindikati dost na skupnem, da bo mali delavec enkrat, mali delavec zavedno. Zdaj, mogoče preveč absolutiziramo to trditev, no, ampak nažalost se bo po vsej verjetnosti to začelo dogajati. Predvsem, kar se z vidika študentov oziroma mladih diplomantov tiče, ob vstopu na trg dela ne bo študentom oziroma mladim diplomantom zagotovljena neka socialna varnost z neko zaposlitvijo za nedoločen čas, ampak bodo v bistvu samo nadaljevali delo prek malega dela. Če bodo nadaljevali delo prek malega dela na področju, za katerega so se odločili, da bodo študirali. Zdaj, tretji segment, ne, ki je pa še mogoče malo širši, pa v bistvu zajema celotno družbo, je pa ta poseg prek zakona o malem delu, ki nima nič z samimi študentskimi organizacijami oziroma s to civilno družbo, ki jo študentske organizacije pokrivajo. Bolj smiselno bi bilo pol tukaj razmišljati o spremembah zakona o skupnosti študentov. Je pa to, da se v bistvu študentskim organizacijam zmanjšujejo sredstva. Marsikdo misli, da je to prav, ne. Tudi mi sami smo se večkrat vprašali, naredili smo marsikero analizo tudi našega poslovanja. Mislim, da je bilo o poslovanju študentskih organizacij povedanega že zelo veliko. Tukaj lahko na tem mestu govorim za ŠOU v Ljubljani, za katerega mislim, da smo najbolj transparentni, najbolj odprti, najbolj demokratični. Mogoče bi bilo bolj smiselno razmišljati o povečanem nadzoru, ne? Ker dejavnosti, ki jih študentske organizacije s temi sredstvi, ki jih dobijo, zagotavljajo tako za študente kot širšo družbo. Ne vem, poglejte Radio Študent, že 40 let je tradicija tega radija. Zavod K64 s klubom K4, ki je v bistvu neko gonilo te različice glasbene zvrsti. Študentska založba, ki se v bistvu razvija v eno izmed pomembnejših založb v Sloveniji in v tem širšem družbenem prostoru, ne? Festival Fabula recimo in podobno. Imamo še vse različne dejavnosti, študentska svetovalnica, ki letno reši 20 000 primerov študentov. Ne? Pač, zdaj moramo vedeti, če študentska organizacija ne bi tega financirala, bi pač
privat odvetniki mogoče služili na ta račun, ker bi študentje se pač mogli na njih obračati. Ne. In to je ta širši družbeni kontekst, ki ga hočemo izpostaviti. Ne. Zavedamo se, da smo na udaru, zavedamo se, da bi bilo mogoče sam nadzor in mi to podpiramo. 7.7. je bila sprejeta študentska, nezakonito sprejeta študentska ustava, ki naj bi uvedla večji nadzor. Ne. Nažalost ga ni. Mi si ga želimo, pripravljeni smo se temu nadzoru podvreči, ampak naj država ne dela tega na tak način, da v bistvu samo financiranje organizacij ukinja, ker to bo imelo posledice, kot že rečeno, na večjih področjih. Kako pa vidite nadaljevanje tega procesa z zakonom o malem delu? Kaj sledi? Zdaj, kaj sledi, morate vprašati tiste, ki bodo sprejemali odločitve prihodnje. Ne? Glede na to, da je bil zakon o malem delu v 3. branju potrjen, je zdaj nek 8-dnevni rok, da se državni svet odloči, a bo na zakon podal veto. Če veto ne bo podan, bo predsednik države po vsej verjetnosti zakon podpisal, kar je tudi njegova neka ustavna dolžnost. Je pa res, da študentska organizacija Slovenije ob pomoči ŠOU v Ljubljani bo zbirala podpise za referendumsko pobudo. Mogoče smo tukaj interesno na dveh poljih. Ne bomo zbirali podpisov za referendum, ker bi želeli na vsak način pokazati vladi, da nima prav. Podpise bomo zbirali zato, da bi lahko državljani v Republiki Sloveniji odločali o svoji usodi. Vedeti moramo, da zakon o malem delu ne vpliva samo na 115.000 študentov, ampak vpliva tudi na tistih 800.000 aktivnih oseb, se pravi vse zaposlene, ker to so starši teh študentov. Vpliva tudi na upokojence, ki so babice teh študentov in o tem mislim, da je to tak poseg v neko družbeno strukturo, da bi mogli državljani odločati. Predvsem z tega vidika podpiramo referendumsko pobudo. Hvala.